Joe Rogan se je končno prebudil. Ja. Veste, tisti znani podcaster, ki rad razpravlja o zapletenih temah, a nikoli ne pride nikamor. Se je odločil, da je čas, da dejansko razume, kaj se dogaja v Združenem kraljestvu in zakaj se vse podira, ker se res podira, prijatelji moji. Ko imaš državo, kot je Anglija, ki jih preprosto spusti noter, množične migracije in potem ignoriraš kaos, ki pride s tem. To ni dobro. In to te prisili, da se vprašaš, ali si morda želijo, da bi se družba tako poslabšala, da bi lahko rekli, hej, sprejeli bomo nove zakone, da vas zaščitimo. Ker je treba zaščititi ljudi. Tako imaš povsod množični nadzor, več policije na ulicah, več ljudi, ki jih aretirajo. In v Angliji, veš, jih aretirajo tudi zaradi objav na družbenih omrežjih. 1000-krat sem že slišal za to. To je noro. Več kot Kitajska, več kot Rusija. Več kot Rusija in Kitajska skupaj. Noro je, kaj se dogaja v Združenem kraljestvu. In lepo je končno videti, da Joe Rogan o tem ne bo samo molčal. Poglej, je inteligenten človek, očitno je uspešen, očitno ve, o čem govori. In Vene je iz nekega razloga pri tej temi prilagajal svoje mnenje. In ni naredil tistega, kar bi moral, da bi dejansko izpostavil, kako noro je to, kar se dogaja v Združenem kraljestvu. Ker je res popolnoma noro. Dobra novica je, da Dave Rubin nima strahu to izpostaviti. Bog mu daj zdravja. 1000 ljudi letos, 12.000 lani. In to je bila Magna Carta. Druga težava, ki jo imate, poleg priseljevanja, kulture in umorov, ki se dogajajo na ulicah. In vem, da se nekateri od teh ne dogajajo daleč od tam, kjer ste vi, je tudi to, da zapirate ljudi zaradi objav na Twitterju, kadar grejo proti uradni zgodbi. Bodisi pri teh zgodbah ali pri drugih stvareh. Tukaj je RFK Jr., ki govori o tem, kaj se dogaja čez lužo. In če pogledate, kaj se dogaja v Angliji zdaj, ljudje gredo v zapor zaradi objav na Twitterju. 12.000 ljudi letos. Skoraj nerazumljivo je, kako slabo je postalo, kaj ne? Ni samo to, da so dovolili, da se je zgodila nora stvar, da je nora družba prišla in prevzela njihovo lastno družbo. Ampak dobesedno zapirajo ljudi, kot da smo včasih ruske KGB, ker povedo, da jim ni všeč, da se njihova družba razpada, jih zapirajo. Mislim, povedali so mi, da se ne smem vrniti v svoje domače mesto, ker bi me lahko imeli za teroristko, ker pravim, da mi ni všeč vse, kar se dogaja. 12.000 v zadnjem letu. In tudi je bila, napisana Magna Carta. In zdaj je, to je samo diktatura. No, ukinili so sojenje s poroto, razen za umor, posilstvo in še nekaj drugih stvari. Zdaj samo sodnik, torej karkoli že je, če gre za prekršek na družbenih omrežjih, ni več razumnega, sojenja pred poroto tvojih vrstnikov. Ne, dobiš sodnika, ki te sodi kot sodnik. In veliko tega je kritika priseljevanja, kot je legitimna kritika priseljevanja in legitimna kritika storjenih kaznivih dejanj ter ogorčenost ljudi, kar je popolnoma normalno. Namesto da bi kaj ukrenili glede tega, pa želijo aretirati ljudi, ki se pritožujejo. Prav. Popolnoma v redu je reči, hej, ne maramo kriminala, če živiš v normalni državi. Ampak če vlada dovoljuje kriminal, potem ta vlada noče, da to poveš. Hej, preprosto nočejo, da to poveš. Hvala Bogu, da je Kia odšla, ampak ne vem, če jo bo zamenjala boljša oseba. Andrej, čez nekaj dni naj bi bil v tvoji državi zaradi umetniške konference, ki jo imam vsako leto. Ni jasno, ali bom šel, ker sem trenutno malo poškodovan in ne vem, ali bo potovanje pretežko. Ampak ko sem bil tam lani zaradi umetniške konference, sem večerjal z mnogimi našimi prijatelji, ki so bili v oddaji. Imen trenutno ni treba omenjati. In vsi smo govorili o tem, kako smo bili prvič v življenju v drugi državi, kjer nas je bilo strah tvitati, kaj si mislimo. Spomnim se, da sem razmišljal, da nočem, preprosto nočem. Ni šlo za to, da bi mislil, da bom kot Američan aretiran, ker sem nekaj tvitnil, ampak nisem si želel, da bi me zadrževali na carini ali da bi se zgodila katera od drugih stvari, ki ti lahko povzročijo glavobol. Ti si britanski državljan. Tvitneš o kontroverznih stvareh. To mora biti prav tako zaskrbljujoče kot karkoli drugega. Ja, bil sem na tisti večerji, morda se spomniš. Nisem vedel, da je bilo samo to. Nisem vedel kako, samo ščitim nedolžne tukaj. V redu, ja, samo za vsak slučaj, če ni naredilo dovolj močnega vtisa. Ampak bil sem tam. Ampak ja, glej, res je težko ugotoviti, v kolikšni meri se moram sekirati, naprimer. Nikoli nisem imel trkanja na vrata. Tudi oni vedo. Kdorkoli že je, sem razmišljal o tem. Je to kakšna skrivnostna oseba na vrhu policije?
Je kakšen politik, ki govori s policijo in pravi, hej, veš, bolje bi bilo, da to zadevo zatrete. Karkoli že je, bi morali sprejeti odločitev pri nekom kot sem jaz. Saj imam zdaj eno večjih oddaj v Združenem kraljestvu, ali pa pri nekom kot sta Konstantin ali Francis. To je velika odločitev, ker če to naredijo, postane zgodba še večja. To postane naslovnica, še bolj kot je že postajala s temi smešnimi zgodbami. Torej, nikoli nisem imel trkanja na vrata. Skoraj si želim, da bi res kdo potrkal na moja vrata, veš, ker bi bilo kot, ok, prinesi kamero. To veš, tako da ni tako, da bi tukaj sedel z enakim strahom, kot ga ima morda nekdo v Rusiji. In ljudje tudi poudarjajo, da je trenutno več aretacij zaradi kršitev svobode govora kot v Rusiji. Mislim, smešno je, da smo sploh prišli do točke, kjer jih lahko primerjamo ali enačimo. Kar pa bi rekel je, da dvomim, da Rusija beleži vse svoje težave s svobodo govora. Tako da v resnici ne vemo popolnoma. Ampak, mislim, nekateri ljudje, ki sem jih intervjuval v zadnjih nekaj letih glede tega, je bilo tako, da je bil nekdo zaprt. Bil je dan v zaporniško celico za en dan, cel dan. Zato, ker se je nekdo pritožil, da je bil v WhatsApp skupini z ljudmi iz šole in je bil kritičen do šole, ni preklinjal, ni uporabljal rasističnega jezika. Bil je zelo kritičen. Šola se je pritožila in pred njegova vrata je prišlo več policistov. Njega in njegovo ženo so pred njuno hčerko odpeljali in aretirali. Grozna stvar. A tista hči tega nikoli ne bo pozabila. In ju za dolgo časa zaprli v zaporniško celico. To je res zaskrbljujoče in žal drsimo proti nekakšni avtoritarnosti. Nočem se samo ponavljati, ampak veliko govorim o multikulturalizmu. Mislim, da je to v središču marsičesa od tega. In na koncu ste prej vprašali, kaj je tisto, kar lahko naredi? Veste, kakšno pravico ima policija, vlada, da sploh vlada? Ali so se temu odpovedali? To je zelo težko vprašanje. In mislim, da je strašljiv del tega, o katerem ljudje res ne razmišljajo, ne samo vlada, tudi BBC, ki naj bi bil državni medij. In lahko se prepiramo o tem, ali je državni medij dober ali ne, a na koncu naj bi odražal kulturo države. Ne odraža je. Samo za informacijo, za vse, ki se sprašujejo, ne odraža je. Ko je kultura po definiciji večplastna, je večplastna, karkoli že to pomeni, no, kaj nam potem sploh odraža? Torej, to, kar ti in jaz in kar bi Jeffrey morda govoril, mislil in kar večina njegovega občinstva misli o tolpah za zlorabe, očitno ni to, kar misli Ženk. In to ni to, kar misli zdaj 5 ali 6 milijonov muslimanov. To ne pomeni, da se muslimani s tem vsi strinjajo, seveda se ne. Ampak imamo 5 ali celo več milijonov ljudi v tej državi, veliko iz drugih etničnih okolij, ki preprosto ne vsi, res ne mislim vsi, ampak mnogi ne vidijo, ne zdi se jim, da je to velik problem. Kaj naj torej BBC naredi? Odraža državo. Država postaja bolj muslimanska. Muslimani tudi, če pogledate države, kjer muslimani nekako, kjer nimamo ekstremizma in radikalizma, gledamo precej avtoritarne države, naprimer emiratske države. Drug primer je Izrael. Veste, v državi je 20% muslimanov. Nimate toliko težav. Imate težave, vendar ne na ravni, kot jih imamo v Združenem kraljestvu. Ampak Izrael ima zelo trdo roko. Tako ali drugače bomo postali in postajamo bolj avtoritarna država iz različnih razlogov, od katerih je veliko povezanih z multikulturalizmom. Pravzaprav je strašljivo gledati, kako se država, ki jo imaš rad, preprosto razpada, razkroji pred tvojimi očmi. Slišali ste zgodbe iz zgodovine, veste, kako je bila Nemčija v 20 letih prejšnjega stoletja nekaj, potem pa se je vse spremenilo. In zdaj je, kot da to dejansko gledate, kako se dogaja v Združenem kraljestvu. In to je načrt, priročnik za to, kaj se bo zgodilo povsod, če se dejansko ne bomo uprli. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.